Ne vem, kaj je danes zares bolj pomembno. Čisto okolje ali pa to, da lahko rečeš, da imaš nekaj, kar drugi še razvijajo. Takšen avtomobil, kot je tale Honda Insight, mi je dal še posebej misliti. V bistvu je zelo zanimiv in napreden, ampak je še daleč od tiste prave učinkovitosti, ki jo pričakujemo od hibridov. Kot prvo, ne zna voziti le na elektriko. Oziroma za trenutek celo lahko, vendar se samo zapre dovod goriva, motor pa se še vedno vrti. Speljuje še vedno samo z bencinskim motorjem. Električni mu tukaj samo pomaga, da lahko prihrani nekaj energije, ki jo pridobi med zaviranjem. Ima tudi sistem, ki sklaplja motor, ampak samo, če zračniki ne pihajo v šipo. Pri meni so, kot verjetno pri veliko voznikih, vedno odprti, torej je uporabnost spet omejena. In še ena stvar vas bo morda zmotila. Bencinski motor ima le 1,3 litra delovne prostornine in se precej muči, ko se vozite po avtocesti ali po klancu navzgor. Brezstopenjski menjalnik pomeni, da je hrupa takole kar precej. Ker imate skupaj le 65 kW moči, pa Insight tudi ni med najbolj zmogljivimi avtomobili na trgu. Zaradi teh stvari se takšni pionirji zelo težko primajo na zahtevnem trgu, ker vozniki pač želimo razvajanje ali pa odlične zmogljivosti. Ampak se morate zavedati, da brez njih tudi napredka ne bo. Torej, zakaj mi je Insight všeč? Ker ga je možno praktično v celoti reciklirati, saj je tale na pogled cenjena plastika ekološko bolj sprejemljiva. Potem je v kabini zelo veliko prostora, vključno z velikim in uporabnim prtljažnikom. Oprema je zelo bogata in avtomobil sploh ni drag, saj takšen z vso to opremo stane le malo preko 21 000 evrov. Na pogled mi sicer ni všeč zaradi nerodno oblikovanega zadka, kjer spoiler odlično zakriva pogled nazaj. Ampak predvsem spredaj izgleda moderno, še lepše pa je, da se pelje kot vsaka Honda. Prav nič ni okoren, ampak odlično vodljiv in lahkoten, s trdim podvozjem celo dinamičen. Japonci so šli celo tako daleč, da so menjalniku dodali športni način s 7 navideznimi prestavami, ki jim ukazujete s tema vzvodoma. Na testu je porabil solidnih 6,3 litra na 100 km. V mestu celo manj, na avtocesti pa več. Torej veste, če se veliko vozite po avtocestah, raje kupite kaj drugega. Za navdušence nad modernimi tehnologijami in vožnje po bolj počasnih cestah pa bo takšen Insight prava igračka. Japonci so eno igrico namestili celo sem. Če ste pridni, bo rožica zacvetela, sicer pa ovenela.